Gledalke in gledalci, danes se pogovarjava z avtorjem tele knjige, Frančkom Drenovcem, o knjigi, ki je nedavno izšla pri založbi CF, V skritem kraju kapitalizma, brskanje po marksizmu. Zame kot bralca tvojih knjig, zvestega in verjetno tudi natančnega, je najbolj zanimiva vsebinska stvar v tej novi knjigi v primerjavi s prejšnjima dvema, Kolaps elite pa o blaginji in napredku, ta, da si v tej knjigi nekoliko bolj razdelal nekaj, kar si v prejšnjih dveh samo nakazal. Že v prejšnji dve knjigi sta ugotavljali, da je materialni industrijski kapitalizem prišel do svojih meja, da se je izčrpal, da ne more več poganjati niti samega sebe, niti drugih družbenih procesov, da so njegove elite postale dekadentne, in da tako naprej ne gre več. In tam si samo nakazal, da je treba začeti razmišljati o neki postmaterialni ekonomiji, kjer pa imajo javne storitve ključno vlogo. Vendar tega nisi natančneje razdelal in v tej novi knjigi, V skritem kraju kapitalizma, se pa poskus te razdelave zgodi. In to je zame kot tvojega bralca najbolj zanimiva stvar, ali pa ena od najbolj zanimivih. Mislim pa, da ko govoriva o tem premiku od recimo kritike materialnega kapitalizma k nekim obrisom postmaterialnega gospodarstva in družbe, da tu pravzaprav morava govoriti o dveh ločenih vprašanjih in v tem smislu bi ti tudi zdaj postavil dvoje vprašanj. Najprej eno, potem drugo. Prvo bo to, zakaj se je industrijski kapitalizem izčrpal, kako se to kaže in kakšna je strategija starih elit v tem položaju. Drugo vprašanje je pa o obrisih postmaterialne ekonomije, ampak o tem morda malo kasneje. Kratka, kaj to pomeni, da se je materialni kapitalizem, materialna rast izčrpala, v tem to vidimo in kaj v teh razmerah elite, ki imajo korist od dosedanjega kapitalizma, sploh počnejo? Okej, hvala na vprašanju. To, da se je stari kapitalizem izčrpal, to je na eni strani čisto preprost stvar podatkov v vodilnih družbah. In zdaj ta glavna tema tega, o čemer govorimo, je stanje v vodilnih družbah. Posebno poglavje so razlike in posebnosti v tako imenovani periferiji. V vodilnih družbah je rast BDP-ja, se pravi, ki je še kar dosti dober aproksimator za splošno materialno rast, se je ta rast v bistvu počasi zaustavila že par desetletij zapored. To je preprost stvar statistike. Rečemo, v 60-ih letih 20. stoletja, ko je bil stari fordovski sistem v vodilnih družbah verjetno na vrhuncu, v 60-ih ali pa 70-ih, je znašala povprečna letna rast razvitega sveta 5 do 6% letno. V preteklih 18 ali pa 19 letih 21. stoletja je znašala sem še malo več kot 1,5. S tem, da je metodologija obračuna BDP-ja taka, da itak napihuje in obseg produkcije in stopnje rasti. Tako da jaz, na primer, nisem velik pristaš politik ali pa zahtev ali pa pristopov, kjer se zahteva prenehanje rasti. Glede na to, da je ta kapitalistična rast, ki je po definiciji ni drugega kot materialna rast, kapitalizem je vse drugo v bistvu zavrgel zato, da je lahko ponudil svojim ljudstvom materialno rast, materialno blaginjo. Ta se je dejansko že zaustavila. Problem ni v tem, kako to zaustaviti. Cilj ne more biti, kako to zaustaviti, ker zaustavlja se že sama od sebe. Problem je, kaj potem, katere alternative so tiste, ki jih je treba zagrabiti, se pravi, kateri potenciali v obstoječih sistemih
v obstoječih družbenih strukturah že obstajajo, ki lahko popeljejo z ustreznimi politikami stvar nekam drugam iz te stare paradigme kapitalistične. Strategija, vprašal si o strategiji starih elit v tej situaciji, od ena prelomno skoraj trenutek je bil, ki se je dogajal v glavnem v ZDA, okoli leta 70, 68, 70, 71, ko je postalo približno že evidentno, da se energija, da se je produktivna sila te stare paradigme začela zaustavljati in da je začel sistem zaradi tega povzeti v krizo. In takrat se je v tej stiski starih elit se je izoblikovala ta paradigma sedanjosti, v kateri živimo zdaj že, zavisi kdo, zavisi kje, ampak od začetkov že 50 let, to, če mu rečemo neoliberalizem, ki je v bistvu, jaz ga opredeljujem in tudi opisujem kot krizni menedžment starega sistema. Sprijaznjenje s tem, da sistem, da dinamiko sistema, da ekonomski napredek, da socialno kohezijo, zato tudi politično kohezijo in konsistentnost ne poganja več materialna rast, da sistem ni več privlačen, kot je bil v zadnjih par sto let, zaradi tega, ker ponuja materialno blaginjo, da te vsebine sistema, ki so to nudile, so nehale delovati. In v tej krizi je bil poseg starih elit ta, ne da bi šle naprej jasno raziskovati alternative, ker obstoječe elite starega pač ne bojo šle raziskovati alternative, nekaj drugega od tega starega, da so si pač najdle načine, kako bojo elite starega sistema in samo elite preživele v novi situaciji brez rasti. To je zelo nenavadna situacija. Se pravi, sistem, ki je živel 100, 200, 300 let, glih zaradi tega, ker je nudil rast, ker je nudil nenehno povečevanje materialne blaginje, nenehno valovito, jasno s krizami, ki je uspeval vsem zaradi tega, je zdaj to izgubil. In če hočeš ti še naprej poganjati, tako kot zainteresirana stranka, še naprej poganjati ta sistem, jasen rezultat je grotesken na vse mogoče načine, kot vemo. Skratka, mislim, strnjeno, treba je obravnavati neoliberalizem kot defenzivno taktiko kapitalizma, kot en navaden krizni menedžment, ki je iz desetletja v desetletje, zdaj zadnje čase že iz leta v leto, veliko težji, veliko bolj zahteven in jasen sprošča vedno bolj destruktivne impulze v svojo okolico. Neoliberalizem je potem takem v bistvu neka strategija ali pa serija praks, ki jih izvajajo dosedanje vladajoče elite in služijo temu, da te vladajoče elite še naprej črpajo rente, čeprav te rente vse bolj parazitirajo na produktivnih procesih, ki so izgubili svoj zagon. Tu verjetno imaš v mislih od tiskanja denarja in napihovanja vrednosti financializiranega premoženja, iz česar elite še naprej črpajo neke fiktivne dobičke, pa potem razne verjetno privatizacije skupnega dobrega, od vodnih virov do raznih delov javnega sektorja. Tu pravzaprav poskušajo stare elite z neoliberalnimi prijemi črpati
nekaj, čemur se v ekonomiji preprosto reče rente. Ne zmore pa to več poganjati produktivnih procesov. A prav razumem? Ja, se da povedati tudi na ta način. Zdaj, zadnje čase prevladuje monetarno napihovanje sistema, ampak to je sorazmerno novejša stvar. Ja, v Ameriki tudi ne. Tam že kar nekaj desetletij tiskajo denar. Ja, 21 let, no, v glavnem. Mislim, začel se je v glavnem s tisto krizo, njihovo borzno krizo leta 2021-2022. Po je pa dobil enormne razsežnosti po krizi 2008 in zdaj zadnja leta vse bolj in se ne more ustaviti. Kam pa gre ta denar? Prosim? Kam gre ta denar iz primarne emisije? Ja, to ni, zdaj, ta glavna fora tega glavna fora neoliberalnega obrata je, da je v tej stiski, ko sistemi niso več znali poganjati same sebe na en normalen način prek državnih politik in tako naprej, prek vseh teh institucij demokracije in trga in tako naprej, da v ozadju je to, tista paradigma, naprimer, ki je poganjala kakor kje, rečemo, od velike dele 20. stoletja, se pravi obdobje fordovskega razvoja, kjer je povečevanje plač zaposlenih in povečevanje transferiranja dohodka z obdavčenjem proti nižjim dohodkovnim razredom, tako da se je kopičila za vrste kupna moč po vseh teh kanalih in je ta kupna moč prebivalstva poganjala to ekonomijo množične proizvodnje za široko porabo. Ko se je to, mislim, kukar kje spet, ampak tam nekje s to značilno prelomno točko leta okoli 1970, ta mehanizem ne funkcionira več. Povečevanje dohodkov prebivalstva, bodisi v smislu absolutne rasti posamičnih dohodkov, bodisi v smislu zmanjševanja neenakosti, ne poganja več gospodarske rasti, tako kot je včasih, poganjajo vedno manj, zato ker je ena stopnja materialne blaginje v večinskem prebivalstvu že bila dosežena na tako visoki ravni, da preprost dohodki prebivalstva ne ustvarjajo več ekvivalentnega povpraševanja po proizvodih teh gospodarskih struktur obstoječih. To je bil v bistvu ta glavni šok, da s starim načinom poganjanja, futranja gospodarske rasti prek dohodkov prebivalstva po raznih inštrumentih, fiskalnih ali pa direktnih, preprosto ne poganja več rasti, kar pomeni tudi, da ne ustvarja več profitov, jasno. In v neoliberalizmu se je zato ta pristop k vodenju gospodarstva, da teče prek dohodkov prebivalstva, v bistvu se ga odpisali. Dohodki prebivalstva niso več zanimivi, rast plač ni več faktor, ki bi poganjal rast, fiskalni transferji k manj premožnim delom prebivalstva niso več faktor, ki bi poganjal rast. In sistem neoliberalen, to pač vemo, je sestavljen iz en kup enih mehanizmov, ki preprečujejo rast dohodkov prebivalstva zdaj. Se pravi, tudi mehanizmov, ki zagotavljajo, da še vedno rastejo dohodki ali pa vsaj profiti elite. No, in naprimer, ko smo prej govorili o tem inštrumentu monetarne emisije. Monetarna emisija, zato ker je toliko drugih mehanizmov v sistemu, ki preprečujejo rast dohodkov prebivalstva,
ker te dohodki dejansko ne bi več šli v poganjanje proizvodnje. Se pol konča na teh velikih trgih, na trgih v bistvu bogatašev. To se pravi na borzah, lastniških borzah, na surovinskih borzah, na nepremičninskih trgih in tako naprej. Vemo, da imamo enormno inflacijo, ampak imamo na nepremičninskem trgu, na trgu vsega, kar pač se prodaja na teh velikih borzah, kjer krožijo veliki denarji, in ne jaz sem na trgu, na maloprodajnih trgih, kjer se meri ta CPI inflacija. Kratka, monetarna emisija ne povzroča inflacije pri recimo cenah vsakdanjih dobrin. Tako, ja. Z različnimi prijemi zavira rast dohodkov širokega prebivalstva, povzroča pa inflacijo na tistih trgih, kjer operirajo elite in poskušajo na ta način pač ustvarjati neke profite, ki izhajajo iz čedalje večjega napihovanja vrednostnih papirjev, nepremičnin, luksuznih dobrin in podobno. Tistega, kar pač kamor elite vlagajo, ker upajo, da bodo te stvari iz leta v leto več vredne in da bodo z njihovim preprodajanjem enostavno ustvarjale neke dohodke oziroma neke rente. Ja, vlagajo zato, ker ta denar imajo in ne vejo, kaj bi z njim. Čisto preprosto. Ker ga imajo in ne vejo, kaj bi z njim. Ker sistem je po teh 50 letih te degeneracije neoliberalna je sistem zabredel že tako globok, da v bistvu pumpa denar v kanale, kjer je odveč. Je pa mimogrede še en faktor. Rekli smo, neoliberalizem je krizni menedžment, je upravljanje sistema v krizi. Ta denar gre v veliki meri na borze, na premoženjske borze, se pravi na borze, na katerih se trguje z delnicami podjetij. Mi danes govorimo o veliki moči teh velikih korporacij, ne vem, Googla, Facebooka, vseh teh, zato ker so vrednosti, lastniški deleži njihovih lastnikov enormni in samo rastejo, kapital teh podjetij je enormen, to je kapital, katerega velikost je določena s ceno njegovih delnic na borzi. Ceno njegovih delnic na borzi pa določa več ali manj zadnje čase, zdaj samo še ta primarna emisija. Se pravi, dejansko moč tega velikega zasebnega sektorja, na katerem temelji vsa ideologija tega sistema, da poganja družbe, zasebni sektor, predvsem velike korporacije zasebnega sektorja, je vodila v tem smislu, da vrednost teh velikih korporacij zasebnega sektorja ustvarja samo še država svojo primarno emisijo. Če pogledate, koliko so zrasle cene delnic na borzi v zadnjih 10 letih, pa če bi to samo zaradi primarne emisije, samo iz tega inflacijskega napihovanja in bi ta faktor odštel od vrednosti kapitala teh velikih korporacij, bi gotovo mogoče, da je njihov kapital dejansko negativen. Mislim, sistem je v krizi. To primarna emisija ne ustvarja sami te igračke za ta bogataški, aristokratski bogataški sloj, neoliberalni, ampak v bistvu ga drži nad vodo. Sistem je v resnici bankrotiral. Sistem je zrel za stečaj, pravim. Ja. Tehnično je že v stečaju. Ja. Predlagam, da greva k naslednjemu vidiku tistega, kar sem na začetku povedal, in sicer, kako lahko orišeš, kakšna bi lahko bila ali pa bi morala biti postmaterialna ekonomija in tudi kakšni so družbeni predpogoji za to, da jo začnemo razvijati.
Tisto, kar si v knjigi jasno izpostavil, je to, da na področju te postmaterialne blaginje je organiziranje tovrstne produkcije in potrošnje najbolj učinkovito, če gre za organiziranje v okviru javnega sektorja, se pravi javnih služb. To se mi zdi tvoja ključna teza in ta teza seveda implicira, da je treba povečati udeležbo države v delitvi BDP, kajti samo na ta način je mogoče učinkovito in na pravičen način zadovoljevati potrebe ljudi na področjih recimo zdravja, skrbstva, izobrazbe in tako naprej. Vem, da je nehvaležno prerokovati, da nimaš kristalne krogle v omari, ampak vendarle, a lahko morda recimo nakažeš vsaj nekaj smeri, v katere bi se bilo smiselno in produktivno razvijati. Zdaj kot prvo, jaz nimam pojma, tako kot nima noben, kaj bo čez 20 let glede napovedovanja prihodnosti. Najbolj verjeten scenarij je itak, da bojo bodisi iz ekoloških razlogov, zaradi naraščajoče ekološke krize, bodisi zaradi vsakovrstnih manifestacij propadanja te svetovne imperialne, sedanje svetovne imperialne velesile, ki ga bomo spremljali v naslednjih letih in bojo iz leta v leto bolj grozljivi, da je ena smer, ki je najbolj logična, če bi že moral napovedati, kakor na športni stavi, bi napovedal velike katastrofe in velike kataklizme, jasen. Tako da govoriti, kaj se bo zares zgodilo, me ne zanima. Drugače pa, se pravi, izhodišče je, da je ta temeljni rezon d'etre kapitalizma ustvarjanje materialne rasti in materialne blaginje, da se je izčrpal. Zdaj, mislim, nekako definicijsko je, da če forsiranje materialne rasti ne funkcionira več, da moramo razmišljati o tem, kaj je nematerialno. Kaj pa je nematerialno, je pa, vsaj kar se mene tiče, jaz ne znam reči, stvari so v nastajanju, stvari so v spreminjanju. Mislim, to je definicija je, da bo moral biti nekaj nematerialnega. Potem pa lahko upoštevamo še nekaj. Materialni napredek, materialni razvoj zadnjih stoletij v kapitalizmu je potekal tako normalno, da je krepil modalitete individualnosti. Predvsem ena stvar je proizvodnja, ampak materialna poraba teče individualno, preko individualnih odločitev. Kupovanje, jaz ne vem, hrane, oblek, hladilnikov, avtomobilov so individualne odločitve. Se pravi, ves ta razvoj v kapitalizmu je tudi na ta način, ali mogoče pa celo predvsem na ta način, krepil načine strukturiranja in delovanja družb, ki so odražali to krepitev individualnosti. Za nematerialno porabo pa tisto, kar danes že vemo v njej, je, da ne more potekati skoraj čisto tehnično drugače, kakor v neki organizaciji, v neki veliko bolj kolektivni organizaciji, se pravi v neki organizaciji delovanja direktno javnosti. Jaz ne vem, jaz sploh ne vem, težko je reči, kaj je materialna storitev. Produkti so jasni, ampak kaj je materialna storitev in kaj je nematerialna storitev. Ampak en lep primer za nematerialne storitve je cepljenje proti nalezljivim boleznim. Ta stvar, ki je zdaj malo aktualna. Ta tehnologija je stara že skoraj 100 let ali koliko, ampak vemo, da cepljenje proti nalezljivim boleznim
ima smisel, dejansko učinkuje samo, če je vodeno na nacionalni, če ne celo na svetovni ravni. In pri cepljenju so države to že, ne glede na to, kakšne so sprejele ta princip organizacije. Preprosto ne funkcionira drugače, kakor če je organiziran tako. Pa ne bi dejal drugih primerov. Tako da jaz ne vem, kaj bo, jaz ne bom dejal receptov. Tisto, kar je v tej knjigi, je analiza obstoječega, ki nakazuje na to, da pač ta stara ureditev, ki temelji na individualnem odločanju in o proizvodnji in o porabi, in zato, ker temelji na manipulaciji z materialnimi dobrinami, da to je en model načina delovanja družb, ki se je zdaj izčrpal. Zdaj, logično iz tega sledi, da gremo v nematerialno. S tem, da to ni nobena, mislim, to dejstvo ni nobena velika, mislim, to je že mainstream, to je že kliše, to ni nič novega. Tako da to ni nič bistvo. Bi poskusil za eno interpretacijo tule. Pred to pandemijo sedanjo, se je globalni srednji razred v precejšnji meri že usmeril v nematerialno potrošnjo. Recimo, trošil je turistične storitve, potoval je po svetu, pa pustiva ob strani, koliko je bilo to konfekcijsko, koliko pa je bilo nekaj res doživljajskega. Pa veliko je trošil za razne osebne storitve, za obiskovanje fitness centrov, kozmetičnih salonov, skratka za nekako obdelovanje svojega telesa, svojega duha, svojega zdravja. In tu je seveda trošil storitve, ki so bile organizirane na tržni način in ki so še vedno spodbujale individualnost. Ampak zdaj se je pokazalo dvoje. Prvič, tovrstna potrošnja je lahko zelo krhka, zelo hitro lahko zaide v hudo, recimo ciklični upad, ko pride do neke družbene krize, kot je recimo sedanja. In drugo, tisto, kar se je še bolj pokazalo v sedanji pandemiji, je pa to, da smo mi kot prebivalstvo izrazito ranljivi predvsem v tem, da imamo podhranjene javne blaginjske sisteme, recimo javni zdravstveni sistem ali pa javni sistem skrbi za starejše. Tu nas zmanjka in tu je kriza najbolj usekala. In se mi zdi, da lekcija sedanje pandemije, njenih zdravstvenih učinkov in tudi njenih gospodarskih in socialnih posledic je ta, da bi postmaterialno blaginjo in konzumpcijo, v kateri se je srednji razred že preusmeril v preteklih desetletjih, vendarle veljalo bolj zamakniti v smer javno organiziranih storitev, ne pa tržnih individualnih. Seveda, tudi te tržne so pomembne, bogatijo prosti čas, ampak tisto, kjer smo zares ogroženi, je pa to, da nimamo solidnega dostopa recimo do elementarnih storitev za elementarne potrebe, kot je recimo zdravje ali pa skrb za ranljive skupine. Tako da lekcija sedanje krize je ta, da je treba krepiti udeležbo države v delitvi ustvarjenega, tudi v poganjanju te nematerialne produkcije. To seveda implicira višanje davčnih stopenj in stopenj prispevkov, ampak samo na ta način je mogoče učinkovito poskrbeti za tisti segment potreb vsega prebivalstva, kjer je večina ljudi najbolj ranljivih. Izjema so bogataši, ki se lahko tudi na tržni način v zasebnih klinikah kupijo, zdravljenje, bivanje v elitnih domovih za starejše in tako naprej, ampak to je nekaj procentov ljudi. Glavnina ljudi ima potrebe predvsem po krepitvi javnih storitev.
Ja, ok, vse to je v tem tudi je nekaj v tej knjigi jasen, s tem, da to je že, se pravim, to je že mainstream, ne? To ni nekaj, kar jaz odkrivam, kar bi moral jaz prav posebej razlagati ali kaj takega. Ampak v našem prostoru si pa skoraj edini ekonomist, ki govoriš o teh stvareh. Drugi so zataknjeni v spremljanje borznih indeksov ali pa v menedžerske tehnike. Ja, se v tem pol probam kdaj kaj napisati v časopise kaj, ne? Ampak ta knjiga ni polemika z ekonomisti, ker ekonomisti jo itak jo niti brali, niti jo razumeli. Tako da ni teža na tem, mislim, na argumentih za prepričevanje, ne vem, orto-neoliberalcev, ni teža na tem, ne. Sploh z njimi sploh itak je komunikacija skoraj nemogoča, ker so itak tam, oni so interesno opredeljeni in niti ne razmišljajo kaj dosti. Druga stvar mogoče, ko si omenil te nematerialne storitve ali turizem pa tako naprej, v bistvu si omenil samo turizem, no pa fitness. Obstoječe tržne storitve so v zelo majhni meri nematerialne. Če gledaš strukturo BDP-ja, na primer, kjer je industrija že zelo malo, zato ker je toliko produktivna, in je pol njen delež v skupnem družbenem produktu je sorazmerno majhen. Pol imaš pa jasno eno celo rajdo, ne vem, 60-70%, ki jo zasedajo storitve, večinoma tržne. Trgovina se ukvarja z posredovanjem materialnega produkta, transport se ukvarja s posredovanjem materialnega produkta. Bančništvo se v veliki meri, vsaj je to retail, ukvarja z posredovanjem, finančnim posredovanjem spet materialnega obračanja materialnih dobrin. Poslovne storitve, ki svetujejo podjetjem in tako naprej. Turizem je v veliki meri samo organizacija transporta, trgovine in tako naprej, tako da velik del turistične potrošnje je spet je v materialni sferi. Tisto, kar je pa turizem, kot si sam rekel, kot neka industrija ponujanja doživetij, doživljajev za tiste, kot si rekel, ki res to dosežejo. Na koncu koncev, če gledamo vse tudi te stvari, ki bi jih lahko kvalificirali kot nematerialne, koliko one zares povečujejo na ta širši način definirano blaginjo enega človeka oziroma družbe oziroma prebivalstva. In tle jaz zelo rad dam te primere izpred 100 let iz tistih velikih tehnoloških revolucij, ki so se dogajale na prelomu iz 19. v 20. stoletja pa v prvih desetletjih 20. stoletja. Takrat je bilo tehnološko spreminjanje, so bile novitete v znanosti, preboji v znanosti, fiziki, kemiji, kjerkoli, mogoče še večje, kot so danes. In vemo, kakšen učinek je zavedanje o tej strašni transformaciji, ki se je dogajala, kakšen učinek je pustil to na umetnost, na likovno umetnost. Bili so takrat totalni prelomi in v likovnem ustvarjanju, in v glasbi, in v arhitekturi. Očitno se je dogajalo zelo veliko novega, začenši z znanostjo, pa prek tehnologij in tako naprej. Medtem ko je realni svet, tukaj je bila pa ZDA malo drugačna, ampak v Evropi je pa resnični svet samo povzel iz krize v krizo, iz krize v krizo, iz vojne v vojno. Mislim, vse te novosti, ki so bile evidentne, ki se jih je videli, ki so bile nove, niso bile več tiste stare, niso bile več stvari iz 19. stoletja, so bile že čist nove, ful razburljive, ful zanimive stvari iz 20. stoletja, ampak v resničnem življenju edino, kar je bilo, je kriza iz krize, vojne, ena epidemija grozljiva. Ja, to je bila prva polovica 20. stoletja, ampak po drugi svetovni vojni je bilo pa enega četrt stoletja hitrega materialnega napredka. V Evropi, ja.
Ja, ki je široke sloje delavstva dvignil v srednji razred. Ja, ampak govorimo o teh novostih tehnoloških, a veš, te tehnološke novosti, ki jih danes spremljamo, pa mislimo, wow, kaj se nekaj dogaja. Dogaja se to, kar se je dogajalo v Evropi v začetku 20. stoletja s tedanjimi tehnološkimi novostmi, ki so bile še večje, kot so te zdaj v bistvu. No. Jaz ne vem, prehod iz pare na elektriko, pa tako naprej, iz konjske vprege na avto, pa tako naprej. Glavni napredek v zadnjem času je pravzaprav samo na področju informatike. Ja, in kakšen je ta napredek? Koliko je to, da smo mi zdaj na Zoomu, koliko je to izboljšalo kvaliteto življenja ljudi? Mislim, je vprašanje, informatika, pa jaz bi še prej dal te biotehnologije, a veš, potenciali so neizmerni, tako kot so bili oni takrat. To je neizmeren potencial nastaja. To je evidentno. Vsi to čutimo, vsi to vidimo. Ko ga je pa treba upredmetiti, koliko je to izboljšalo moje življenje, pa kar naenkrat, v bistvu, če malo pomisliš, eni elementi so izboljšali moje življenje, eni so ga pa izjemno poslabšali. Se pravi, tehnološki nastavki očitno so, ampak družbe jih še ni približno niso prežvečile, tako kot jih evropske družbe v prvi polovici 20. stoletja še niso prežvečile. In, naprimer, tam, ko je bilo leglo tehnološkega napredka v Evropi v prvi polovici 20. stoletja, v Nemčiji, leglo napredka znanosti, leglo napredka tehnologij, tisti je res dosegel družbeno realizacijo šele pol, ko so te stare nemške elite v bistvu zbombardirali z obličja zemlje. Ne? Ja, zato, ker so tisti znanstveni napredek in tehnološki napredek usmerile v vojaške kapacitete in skuhale dve svetovni. Ja, ampak zakaj? Ne? Mislim, hočem reči, v isti situaciji smo danes. Ne? Tako da jaz to današnje stanje ne doživljam kot realiziranje že nečesa novega. Jaz vidim, da imamo eno občutenje, stalno zelo globoko občutenje nečesa novega, nečesa prihajajočega, nečesa, kar bo spremenil svet, vse, kar bo, ampak ga pa še ni. In ta velika pričakovanja v prvi polovici 20. stoletja so bila glih taka velika pričakovanja, ki so pa postajala vedno bolj samo še velike frustracije in velika razočaranja in polobup in kataklizma. Predlagam, da se nakratko pogovoriva še o tem, kje je tule Slovenija. Potem bo pa treba počasi ta pogovor zaključiti, da ne bova predolga. Za Slovenijo praviš, da je razvojno obtičala nekje na pol poti, da bi še imela nekaj prostora pri nadaljnjem materialnem napredku, ampak se je produktivnost našega gospodarstva, naše industrije približno 20 let nazaj ustavila. Hkrati pa tiste države, ki jih skušamo doseči, kažeš, v bistvu bi že morale opuščati poskuse nadaljne materialne širitve blaginje in razvijati neke nove stvari. Skratka, Slovenija še ni do konca izčrpala fordističnih potencialov, ampak zdaj smo, kjer smo, ne? Smo v nekem faznem razvojnem zaostanku za evropskim centrom, smo v polperifernem položaju, smo podizvajalci nemške avtomobilske industrije in naši dohodki morajo biti relativno nižji, če hočemo, da bo nemška industrija outsourcala določene dejavnosti k nam. Ampak kaj bi bil tvoj predlog, kakšne politike novega razvoja naj slovenska država in elite pravzaprav izvajajo v sedanjih zgodovinskih razmerah in seveda v sedanjem našem polperifernem položaju, v katerem smo v zadnjih desetletjih obtičali. Jasno je, da bi najprej potrebovali spodobno vlado, ki je kompetentna, ki se ne obnaša kot plenilec ali okupator in ki ima tudi kakšno vizijo. Ampak če vzameva to predpostavko, da jasno najprej potrebuješ učinkovito državo, kakšen bi bil tvoj predlog, kakšne nove razvojne politike peljati? Mislim, slovenski razvojni problemi so popolnoma enostavni. Slovenija je v tem standardnem perifernem položaju
kar je že toliko in toliko tisoč let nazaj, to ni več novega. Gre za to, da se še nismo priključili, smo se verjetno bolj, se vsem, kakor smo bili priključeni oziroma izključeni včasih. Kar se nasvetov tiče, bi pa jaz vseeno vztrajal samo na tem, da je edino ozko grlo je sposobnost družbe ali pa sposobnost njenih najvplivnejših slojev, njenih elit, če hočeš, kapitalističnih ali pa kjerikoli, da vrne Sloveniji državo. Periferija smo bili skozi. To, da nimamo države, pa nismo bili skozi. Slovenija je imela državo toliko in toliko desetletij, mogoče pa celo več, vsaj imela je prizadevanja za sestavitev države, in tega nima več. In jaz ne, kar se tiče nasvetov, kaj pa pol, ko boš imel državo, kaj pa pol narediti, mislim, za začetek je treba sem pogledati tisto soseščino, tisto regijo, po kateri smo se v preteklosti vedno zgledovali, tam nekje do leta 2000, nekaj še čez leto 2000 naprej. To srednjeevropsko regijo, kjer je neoliberalizem še vedno pomešan z par ostanki njihovih starih socialdemokratskih sistemov, in za začetek je to tisti plus standardne politike forsiranja tehnološkega razvoja, ki niso pa tudi nobena skrivnost, ampak samo na tej širši podlagi. Samo inženirsko ali pa ekonomistično definirane strategije razvoja ne bojo naredile nič, če niso umeščene v strategijo jasno spreminjanja celotne družbe. Mislim, gospodarstvo je na koncu koncev samo ta zadnji kamenček v mozaiku celotne družbe. Ti ne moreš izolirano samo tehnološki razvoj ali pa samo podjetniški sektor forsirati. To je absurd. Problem ni tak, da bi ga lahko reševali inženirji. Ne, problem je v družbeni bazi, se pravi, problem je v izobraževanju, v mentalnih strukturah. Ja, ma to so, jaz sem tudi v tej knjigi imam par pasosov o tem, Slovenija je imela zadnji velik modernizacijski preskok v obdobju, mislim, po drugi svetovni vojni, pa tam nekje, ki je trajal tam nekje do začetka tega stoletja. In sem navedel par stvari, ki so bile ključne, par politik državnih, ki so bile ključne v vodenju tega velikega produktivnega preskoka. A veš, Slovenija je stopila v drugo svetovno vojno, se pravi v letu cirka 1940 je bilo 50% slovenskega prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu in to zelo zaostalem, zelo arhaičnem kmetijstvu, ki je dajal mizeren dohodek vsem njegovim zaposlenim. In ta preskok v srednje fordovsko družbo, ki se je zgodil potem, mučno, z veliko zablodom, z veliko prekinicami in tako naprej, ampak vseeno se je zgodil, je vseboval spreminjanje čisto vseh struktur družbe. In poznavanje malo tistega, kar se je takrat dogajalo, upoštevajoč, da je bila takrat družbena ureditev, ta družbeno-političen sistem, kako se reče, da je bila drugačna, kot je danes, zunanje razmere so bile drugačne, kot so danes, ampak vsaj kot princip pogled v ene par sestavin tiste razvojne vizije in tiste razvojne strategije in konkretnih politik njenega uresničevanja lahko je dobra podlaga za razmišljanje o tem, kaj bi bilo danes treba narediti. Drugače pa, drug zgled je pa, se pravi, pogled gor na sever, čez Karavanke pa do Skandinavije, to se pravi regijo, po kateri smo se vedno zgledovali. Medtem ko odkar Slovenija utonila v tem neoliberalizmu, se pa sem zgleduješ res po največji neoliberalni gnilobi, po ZDA in kaj sve, po državah, ki tonejo. Kratka,
Ja, najprej država, potem bo pa mogoče razmišljati tudi o družbeni prenovi. Predlagam, da pogovor skleneva. Hvala, Frančo Vedrenovec, za inspirativne misli. Bralke in bralci povabljeni k prebiranju te sicer drobne, vendar idejno zelo bogate knjižice V skritem kraju kapitalizma, brskani po marksizmu. Ok, hvala lepa tebi, ja. Čau. Čau.